Ja, lep pozdrav, Tjaša, in seveda vsi na kongresu Nove Slovenije, tudi iz tega našega studia, recimo temu, z tega prvega kongresnega pogovora, in hvala za tale uvod. Naš pogovor bo tekel pa seveda, se veste, o skrivnostni bolezni, ki je prišla v začetku leta iz Kitajske. Najprej smo jo predvsem v Evropi, pa da rečem tudi v ostalem zahodnem svetu, jemali kot nekaj, kar se dogaja le striktno na Kitajskem. Potem pa je ta epidemija zadela tudi nas, predvsem Italijo, našo sosedo, najbolj, potem pa se je virus razširil seveda po celotni Evropi. Definitivno je spremenil naš svet, naš pogled, naše vse ustaljene navade. In prav glede tega bi danes pregovorili v tem pogovoru z našimi cenjenimi gosti. Moram priznati, da sem res zelo vesel, da imam tako cenjene goste v tem pogovoru. Z nami so dr. Matej Avbelj, dr. Jure Leskovec, doktorica Verica Trstenjak, dr. Žiga Turk in dr. Matej Tušek. Lepo pozdravljeni vsi gostje za začetek. Bi pa začel kar z doktorjem Turkom. Kot se že omenil v tem uvodu, svet se nam je obrnil na glavo zdaj s to epidemijo. Po skoraj leto dni se zdi, da bomo to nadlogo več ali manj prenašali še kar nekaj časa, čeprav je v začetku izgledalo drugače. Pa me zanima, kje vidite vi največje težave, s katerimi se bomo spopadli v naslednjih mesecih? Bo to neka gospodarska kriza, ki se že najavlja, bodo na kocki, da tako rečem, vrednote demokracije, človekove pravice, spopadanje z nezadovoljstvom ljudi, z protesti in tako naprej? Ja, hvala za vprašanje. Najprej en lep pozdrav udeležencem kongresa, vsem prijateljem iz Nove Slovenije. Zdaj, glede na to, kar sprašujete, mislim, da sploh ni rečeno, da bi neke vrednote ali pa pravice morale ostati nespremenjene. Zdaj, epidemija je izjemen dogodek, ki preskus te naše vrednote, in te vrednote so temelj odpornosti družbe na nepredvidene izzive. In izjemni dogodki so izjemni ravno zato, ker te temelje stresajo. In v temeljih te naše družbe, civilizacije, kakor hočemo temu reči, že nekaj časa, po mojem skromnem mnenju, ni vse v redu. Namreč v letih, ko ni bilo resnih kriz in izzivov, smo zgradili eno družbo, ki se silno veliko ukvarja s svobodo, s pravicami, s privilegiji, z razvadami, na kratko rečeno z iskanjem sreče, in v tej družbi nihče ni pripravljen ničesar potrpeti. Poznamo pravice, pozabili smo pa na odgovornosti. In to ne samo na odgovornost svojo zase, ampak tudi na odgovornost do skupnosti. In ta epidemija nam kaže meje, po mojem mnenju, na eni strani nekega osebnega individualizma in na drugi strani tudi meje moči nekega državnega kolektivizma. Razvadili smo se, da za vse skrbi država, da je država naša varuška, zdaj se je pa izkazalo, da je država nemočna. In izkazalo se je, da smo nemočni tudi sami kot posamezniki. In v tem smislu bi rekel, da je ta epidemija diskreditirala obe, kako bi rekel, politični skrajnosti, individualizem na eni strani in kolektivizem na drugi, in da je opozorila na pomen nečesa, kar skoraj pozabljamo, ker kar naprej govorimo o družbi, ampak opozorila na pomen skupnosti, tega, da si skupaj z nekom. In s širjenjem epidemije se spopadamo v bistvu samo tako, da odgovorno skrbimo za svojo skupnost. Zdaj, tisto, kar še nekako razumemo kot skupnost, ponavadi je družina, ampak obstaja še nekaj širšega kot to, kar je mogoče manj kot cela država ali pa cela družba, ampak skupnost. In ta skrb za skupnost je pa, ko smo ravno na kongresu Nove Slovenije, vtkana v same temelje krščanstva oziroma konzervativne misli, in po mojem mnenju zato ta situacija terja neko večjo prisotnost prav krščanske demokracije v javnem prostoru in to njeno opozarjanje skupnosti in skrbi, ki jo ima vsak član te skupnosti za svojo skupnost. Pa se vam zdi, da bojo, če pogledamo malce v Evropo, bojo te stare demokracije napram mladim demokracijam lažje prebrodile to epidemijo, to krizo po epidemiji? Slovenija, vemo, da praznuje letos 30 let od demokratičnih sprememb, pa me zanima, bo ta mlada demokracija v Sloveniji težje prebrodila krizo
ali jo bo lažje prebrodila kot starejše demokracije? Jaz ne vem, a je toliko problem, da smo mlada demokracija, kot to, da so nas v letih 45 do 90 izruvali iz neke podstati, iz katere je ta liberalna, individualizirana družba zrasla, in je zato ta naš, intuitivni spomin na tiste skupnostne prvine šibkejši kot drugi. In za povrh smo skregani med seboj, kot je rekel, mislim, da je bil Lincoln, hiša, ki je znotraj razdeljena, ne more stati, in zato pri ukrepanju zoper epidemijo pogrešam slogo. Za pomemben del javnega prostora se mi zdi, da je bila desno-sredinska vlada prvi in epidemija šele drugi sovražnik. In to se spreminja šele zdaj, ko so bolnice polne in ko ljudje umirajo. Splošno bi pa lahko rekli, da v svetu so se na to epidemijo dobro odnesle kolektivistične družbe, praktično cela Azija, in ne neka bolj individualistična Evropa, kjer vsak po svoje nekaj pametuje in nihče nikogar ne uboga, oziroma da nihče nikogar ne uboga, ampak jih je popolnoma dovolj, ki nikogar ne ubogajo. Najslabše so se obnesle najbolj individualistične države, ZDA, Velika Britanija, Švedska. Še posebej slabo so se obnesle države, ki so jih vodili v svoji glavi moški in ne neke sočutne ženske. Zdaj, dobro in slabo, to je zdaj iz perspektive tega, kar se ta hip dogaja, kako bo cela zadeva videti čez 20, 50, 100 let, to bomo pa še videli. Doktor Tušak, mnogi opozarjajo tudi na psihološke posledice te pandemije, te krize. Predvsem na strokovnjaki opozarjajo na otroke, ki se zdaj šolajo na daljavo, pa na starejše, ki nimajo stikov. Praktično celotna družba je zdaj omejena na lastno gospodinjstvo. Kakšne bodo te psihološke posledice te epidemije, ki bojo verjetno šele po njej vidne? No, mogoče za začetek lep pozdrav vsem članom kongresa, ki ga imate, in pa predvsem bi se navezal že na prejšnjo misel mojega predhodnika. Kot prvo, vsaka taka epidemija, vsaj če jo poskušamo gledati tudi z ene pozitivne plati, vedno prinese neko pretresenje in vrednot in načina življenja. In zagotovo lahko na ta del pogledamo tudi bistveno bolj pozitivno, kot poskušajo nekateri predstaviti. Seveda, epidemija ima močne posledice na individualnega posameznika, na neko družbo, na nek, se pravi, nivo funkcioniranja družbe in seveda tudi ima neke močne ekonomske posledice. Jaz se o teh ekonomskih posledicah in posledicah, ki bojo spremenile stil življenja, recimo način potovanja in tako naprej, o tem se jaz ne bom ukvarjal. Jaz bom poskušal predvsem predstaviti, kakšne so te posledice na posameznika in na samo družbo. Že če se sam spomnite prvega vala, najprej prva stvar so bile telesne posledice. Ljudje so najprej nehali se gibati, niso več imeli ustaljenih ritmov, zmanjkalo je kvasa, predvsem so si zapolnili čas s tem, da so jedli, potem so seveda po enih 14 dnevih pogruntali, da imajo 5 kil preveč ali pa 3 kile preveč, tega niti niso prej opazili, ker se niso spravili v obleke, ampak so bili v trenirkah, kjer ni bilo pasa, in potem so začeli se gibati. Vsaj nekateri, tisti, ki so bili iskali rešitve, so rekli, moramo se začeti gibati. Se pravi, na tem tudi naša raziskava na fakulteti je pokazala, da se je seveda telesna teža otrok dvignila. To se pravi, nismo se dobro odzvali ali pa prepočasi smo se odzvali na to. Ampak ta telesna in potem seveda tudi gibalni vidik je v veliki meri vplival na samopodobo. Ena zelo znana motivacijska teorija pravi, da je motivacija samopodoba ali pa samoučinkovitost krat cilji. Najprej so se nam cilji pravzaprav razblinili, vsaj pri tistih, ki niso imeli jasnih kriterijev, kaj želijo. Potem se je seveda samopodoba poslabšala, ker če se nisi ubril, če se nisi gibal, če si imel 5 kil preveč, če si praktično brez cilja taval in gledal televizijo in nič posebnega nisi delal, seveda je tudi samopodoba zelo hitro strmoglavila. Tako da te individualne posledice so bile, ampak nekateri so se potem na tem šoku začeli spreminjati, nekateri so pa začeli iskati krivca, kdo je tisti, zaradi česar so oni zdaj v tem stanju. Tukaj imamo pravzaprav leta 1966 je ameriški psiholog Rotter prvič omenil, da se ljudje razlikujejo med tem, ali pripisujejo vzroke za posledice, se pravi za uspeh in za neuspeh sebi, tudi te imajo tako imenovan notranji lokus kontrole, ali pa
drugim, te imajo pa zunanji lokus kontrole, se pravi, nekdo drug je kriv ali pa tudi zaslužen, da nam gre. Ne? Se pravi, tisti, ki imajo težavo, ki imajo notranji lokus kontrole, poskušajo pri sebi nekaj spremeniti, razumejo, da je treba upoštevati ukrepe, da je treba sprejemati distanco, da je treba spremeniti način življenja vsaj za obdobje, dokler koronavirus pač v taki obliki obstaja. Drugi pa se ves čas pritožujejo, kdo je zdaj kriv, da imamo danes ukrepe, da moramo stvari spreminjati. Skratka, tukaj je kar precej stvari, ki so vplivali na ljudi, prvič na nivoju čustev, drugič na nivoju kognicij in tretjič seveda na nivoju vedenja. Se pravi, na nivoju vedenja je čisto preprosto. Eni so usmerjeni k rešitvam, drugi so usmerjeni k iskanju krivcev. Tukaj imamo že polarizacijo, zdaj lahko si tudi nekje v sredini, ampak izjemno dobro, ljudje, ki dobro reagirajo. Jaz imam veliko predavanj v podjetjih in tam je eden izmed ključnih dejavnikov uspeha to, da v stresnih, težkih situacijah iščeš rešitve, ne pa krivce. To je seveda direktno povezano s tem lokusom kontrole. Druga stvar so seveda razmišljanja, kognicija. Nekateri, če malo pogledamo, so v tem obdobju popolnoma izgubili razum. Zakaj? Ker so jih preplavila čustva, ker ne znajo najti distance do vsega skupaj, ker na tem čustvenem nivoju, kjer je pa seveda veliko stvari se zgodilo, mnoge, ki so malo bolj anksiozni, so preplavila čustva strahu. Prej smo se pogovarjali o tem, da je mogoče zdaj v tem drugem valu malo manj tega strahu, ampak po drugi strani pa v tem drugem valu videvamo mrtve, ki jih prej nismo videli, en del populacije je izrazito prestrašen. Več, ko imamo znanja na tem področju kognitivnega v zvezi z virusom, lažje je seveda ta strah miriti, ampak po drugi strani je pa seveda izjemno pomembno, da bi to, kar je že moj predhodnik omenil, da bi, če bi bila družba soglasna oziroma če bi želela imeti skupni cilj premagati ta virus, potem bi seveda delovali vsi skladno in potem seveda tudi ne bi bilo teh čustvenih težav pri eni populaciji ljudi, zato ker je pa družba taka, da pravzaprav prva nevarnost ni virus, ampak je tako, kot je bilo prej rečeno, prva nevarnost desno-sredinska vlada, je potem nekomu cilj čisto nekaj drugega kot sicer. In zdaj seveda sledilci tega, ki ima cilj pravzaprav obravnavati ali pa poskušati zrušiti vlado, ti ljudje seveda drugače dojemajo potem tudi celo realnost in njihova čustva so drugačna. Izkoriščajo pravzaprav obrambne mehanizme ali pa se poslužujejo obrambnih mehanizmov, projekcije, racionalizacije, zato da lahko na nek način zminimalizirajo težave, ki so se ali pa pred katerimi se družba postavlja. Skratka, otroci so seveda v tem kontekstu bistveno najbolj prizadeta populacija, kjer je pa treba seveda biti spet realno. Otroci so v prvi meri, predvsem govorimo o majhnih otrocih do 12 leta, recimo do časa pubertete, adolescence, njihov največji zaveznik ali pa največja avtoriteta niso vrstniki, ampak starši. In kadar ti starši razumejo, da je nova perspektiva se zgodila in da se moramo mi adaptirati na nove stvari in poskušajo biti otrokom vzor, poskušajo otroke pomiriti, jim dati občutek varnosti, takrat seveda tudi ti otroci ne bojo imeli nobenih hudih težav. Jaz poznam mnoge zgodbe, kako so ljudje v času prvega vala pravzaprav funkcionirali kot družina bistveno bolj kot kadarkoli prej. Obveznosti so bile manjše, starši so bili več doma in v bistvu so navezali en kontakt, ki so ga mogoče do neke mere že izgubili. Tisti seveda, ki pa tega kontakta nimajo, so pa v tem času v bistvu lockdowna na nek način doživeli še bistveno večjo stisko. In tukaj bodo zagotovo posledice velike in tukaj bo zagotovo družba morala najti tudi način tovrstnim otrokom pomagati, ampak seveda v osnovi bo treba tudi njihovim staršem pomagati, ker dokler starši niso sposobni sprejemati ciljev, ki jih imamo pravzaprav kot družba, da premagamo to pandemijo, in dokler starši delujejo nasproti temu, potem je seveda težko pričakovati, da bo otrok iz take pozicije prišel nepoškodovan. Tako da dela in izzivov za družbo in tudi za službe, ki bojo pomagale po posledicah tega, je zagotovo veliko. Res je, izzivov je res veliko. Doktorica Trstenjak, ta epidemija je mnoge države, ki imajo uveljavljene demokracije, vodila k sprejemanju nekaterih rigoroznih ukrepov, ki posegajo tudi na področje demokratičnih pravic in svoboščin. Zdaj, kako vi ocenjujete to sorazmernost ukrepov v
prav v tem kontekstu demokratičnih in človekovih pravic in do katere meje je to omejevanje teh pravic epidemije sploh še sprejemljivo? Ja, hvala lepa, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in seveda hvala za povabilo. Ja, res je, že predhodnika ste omenila in tudi danes je vsem jasno, da ta COVID kriza ni le zdravstvena kriza, ni le gospodarska kriza, ampak je dejansko tudi pravna kriza in tudi kriza, kot smo slišali, medčloveških odnosov. Zdaj, seveda, bistvene so, videli smo poleg vseh teh, naprimer, gospodarskih problemov, človekove pravice. In ko govorimo o človekovih pravicah, bi rada poudarila že uvodoma to, da človekove pravice, ki jih imamo v civilizirani družbi, niso absolutne, ampak so omejene s pravicami drugih. To piše tako v naši ustavi, to piše tudi v pravnih aktih na ravni Evropske unije. In kaj to pomeni? Kadar pride do trka dveh pravic, potem mora o tem, katera pravica ima prednost, odločiti sodišče. Naprimer, če imamo sedaj na eni strani pravico do zdravja in pravico do življenja, imamo na drugi strani pravice, ki zaradi varovanja teh dveh pravic, ki prihajajo v konflikt s tema dvema pravicama, naprimer svoboda združevanja, varstvo osebnih podatkov, svoboda gibanja in tako naprej. In ko prihaja do trka teh dveh pravic, o tem, katera pravica ima v takih primerih prednost, odločajo sodišča. In bistveno je tukaj, kot ste omenili, sorazmernost. Kdaj se lahko v neko pravico poseže, kajti v neko pravico se mora poseči zaradi varovanja druge pravice. In ta ukrep mora biti sorazmeren. Sorazmeren pomeni, mora biti primeren in mora biti nujen. Sigurno so ti ukrepi, ki sprejemajo vlade po celi Evropi, kjer so zelo podobne, so primerni. Ampak ali so tudi nujni, tudi to je treba presoditi. In naj že tukaj povem, ukrepi, torej poudarim, so podobni v celi Evropi. Vendar moramo se zavedati tudi tega, da so med nami v Evropi velike razlike. Veliko se sedaj govori o švedskem modelu. Vendar švedska družba je drugačna, kot je naprimer slovenska družba. Kajti v švedskem, naprimer, če bi vi pogledali, kako je s plačevanjem davkom, tam tudi če ga ne bi zakonom predpisali, bi ga plačevali, kajti to je bila osebno taka moralna sankcija za nekoga, ki ne bi pošteno plačeval davkov. Pri nas jih predpišemo zakoni, pa še vedno vidimo, da se ne držijo. Ali če primerjam Avstrijo, kjer živim, kako se tam držijo ukrepov. V Avstriji se omejevanje tudi človekovih pravic, seveda, s temi ukrepi. V Avstriji, namreč Švedska jaz vedno pravim, švedski bi se ukrepov držali tudi, če jih zakonom ne predpišejo. V Avstriji je tako, ko so ukrepi predpisani, jih spoštujejo. V Sloveniji, potem pa smo še malo nižje, tam pa ukrepe predpišemo, potem pa začnemo iskati možnosti, kako jih pa zdaj ne bi upoštevali. In tukaj so te razlike in zato jaz poudarjam tudi študentom. Torej, ko gre za nujna omejevanja človekovih pravic, sodišče EU je to poudarilo v številnih sodbah, potem moramo upoštevati zdaj v tej korona krizi to. Stroka je tista, ki predlaga ukrepe. Stroka, zdravniki predlagajo. Politika odloča, zato ker je treba omejevanje pravic sprejeti z zakonom. Torej, politika odloča in na koncu, ko pride pa do problema, ali so te odločitve pravilne, odloča sodstvo. Sodstvo je tisto, ki bo na koncu presojalo, ali so te kršitve utemeljene, ali so pravične, torej na ravni nacionalna sodstva, na ravni EU, sodišče Evropske unije. In vse te pravice so zapisane tudi, jaz vedno govorim naši mali Evropski ustavi, v listini EU o temeljnih pravicah. Omejevanje je možno, ampak pod strogo določenimi ukrepi, eden od teh je sorazmernost in to na koncu presojajo sodišča. Tako da jaz mislim, da se zadeve razvijajo v pravo smer, kajti kot rečeno, pravice niso absolutne in naj poudarim še tukaj, da tudi naprimer preambula Evropske listine o temeljnih pravicah pravi, da so naše pravice, mi lahko uživamo pravice, meni se zdi ta stavek bistven, uživamo pravice v razmerju odgovornosti do soljudi in do človeške skupnosti. Tukaj je naša odgovornost, torej ne ta absolutnost, ki si jo želimo prilastiti glede naših pravic, ampak uživamo te pravice v odgovornosti do soljudi in človeške skupnosti.
Doktor Avbelj, tudi za vas podobno vprašanje. Kako gledate na kritike, da je to uvajanje ukrepov med epidemijo v bistvu en priročen izgovor za to, za uvajanje diktature? Ste kje zaznali mogoče kakšen, da tako rečem, razkroj demokratičnih principov? Ja, lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Hvala lepa za povabilo. Lep pozdrav tudi članom stranke na kongresu. Želim vam uspešno delo. Tale naša današnja razprava je fantastična, zato preden odgovorim neposredno na vaše vprašanje, bi se vendarle dotaknil že nečesa, kar je bilo izrečeno pred menoj. Poglejte, jaz sem prepričan, da ta epidemija, ki se nam je zdaj zgodila in ki se nam dogaja, imamo občutek en dolg čas, pa je v resnici relativno kratek čas v naši recentni zgodovini, vendarle ne sme pripeljati do tega, da bi se odrekli temu, kar je bistvo zahodne civilizacije. In bistvo zahodne civilizacije od Grkov, Rimljanov, judovstva, še posebej krščanstva in potem razsvetljenstva, je bilo v tem, da je osrednji gradnik naše civilizacije posameznik. In kot so zapisali naši prijatelji na drugi strani Atlantika že več kot 200 let nazaj, namen naših človeških življenj, države je life, liberty and pursuit of happiness. Torej, namen je torej življenje, je svoboda in je zasledovanje torej sreče, kot si jo vsak od nas izvoli. In jaz mislim, da absolutno lahko slišali smo, kot je izpostavil tudi kolega Turk, da so seveda azijske države, ki zgodovinsko ne temeljijo na tem konceptu, bile mnogo bolj uspešne pri spopadanju z epidemijo, ampak to je zlasti v sodobnem svetu, kjer bodo te države postajajo vse močnejše in kjer imajo vse več orodij za nadzor nad prebivalstvom tudi na razpolago, je to en trend, ki smo se ga v bistvu dolžni varovati in ohranjati tiste standarde in tisti način življenja, na katerem smo v bistvu zgradili to svojo zahodno civilizacijo in ves napredek in vse vrednote, na katere smo lahko ponosni. Zdaj, če bi bili v azijskih državah, verjetno me ne bi zastavili vprašanja, ali so bile reakcije oblasti na epidemijo diktatura ali ne, takšno vprašanje se sploh ne bi postavljala. Posebej, ko se postavlja vprašanje v zvezi z diktaturo, je pa spet treba imeti dva vidika. En je ta mednarodni kontekst, kjer je kolegica Trstenjakova lepo izpostavila, da to, kar se nam dogaja, se ne dogaja samo nam, ampak se dogaja v vseh državah Evrope, tudi v Združenih državah Amerike, in lahko primerjamo odzive tistih držav in vidimo, da so podobni. Specifični slovenski kontekst je pa treba tu tudi vzeti v obzir. In specifični slovenski kontekst je ravno v tem, da smo mi neka družba, ki je zgodovinsko razklana, še vedno nas pestijo posledice državljanske vojne med drugo svetovno vojno, pestijo nas posledice totalitarnega sistema, 50 let smo bili pod tem sistemom. In ta družba kot država je išla iz tega časa z izjemno nizko politično, pravno kulturo in še tisto, kar je najbolj pomembno, ta družba je išla iz te zgodovine brez omembe vrednih, resnih in robustnih institucij, ki bi se lahko spopadale z resnimi krizami. In v takšnem kontekstu, v katerem pač naša družba in država živi in deluje, je razumljeno, da vsi tisti, ki delijo neko drugo mnenje, niso samo tisti, ki imajo drugačno mnenje, ampak se jih pojmuje kot nasprotnike, domala kot sovražnike, in če je na oblasti nekdo, ki ga nek del političnega prostora ne mara, je to seveda potem na oblasti sovražnik in potem imamo že opravka z diktaturo. Takšne ocene so seveda absolutno pretirane in če se navežem in potem sklenem na to, kar je rekla tudi gospa Trstenjakova, odziv slovenskih oblasti, aktualne vlade je bil v primerjavi z drugimi državami Evropske unije pravzaprav precej liberalen. Številne evropske države
so razglašale izredno stanje, to v Sloveniji ni bilo storjeno in kot je potrdilo tudi Ustavno sodišče, je bilo doslej odzivanje slovenskih oblasti na to epidemijo v skladu z Ustavo. Dejstvo, da imamo pritožbe, da v Republiki Sloveniji obstaja diktatura, da imamo veliko protestov na ulicah in vse posod, pravzaprav odkazuje ravno to, da še naprej ostajamo odprta demokratična družba. Doktor Leskovec, na Stanfordu ste pripravili model, ki bi državam lahko pomagal pri pripravi ene dobre strategije, kako zapirati, katere dejavnosti zapirati in kdaj, da potem ni potreben ta čisti lockdown, ki ga poznamo sploh iz prvega vala, pa zdaj tudi v zadnjih dnevih. Kaj vse bi bilo potrebno v drugem valu epidemije v Sloveniji narediti drugače, da ne bi prišli do te točke, kjer smo danes, recimo v nekem lockdownu? Pa tudi me zanima, kako bi verjetno se bomo mogli navaditi na te valove zapiranja in odpiranja, kako bi ta model, ki ste ga pripravili, lahko pomagal pri tem? Ja, hvala lepa za vabilo. Se pravi, mi smo z kolegi na Stanfordu analizirali 100 milijonov prebivalcev Združenih držav Amerike v 10 največjih mestih in modelirali za vsako uro dneva, kako se ti ljudje gibajo in kdo je v stiku s kom. In na podlagi tega gibanja in teh človeških stikov smo lahko zelo natančno modelirali virus in na podlagi tega prišli do zelo zanimivih zaključkov, ki se moramo zavedati, veljajo za Združene države in veljajo za prvi val epidemije, se pravi marec, april, maj. Prva stvar, ki je pomembna, je, da če Američani takrat ne bi zmanjšali svojega gibanja in bi živeli normalno, tako kot so konec februarja, bi po naših projekcijah v enem mesecu bila okužena 1/3 celotnega prebivalstva. Se pravi, zaključek iz tega je, da to, da smo ostali doma, da smo zmanjšali svoje gibanje, je pomembno, če ne odločilno, prispevalo k temu, da je število primerov virusa veliko manjše. Druga stvar, ki smo jo analizirali, so pa načini, kako odpreti ekonomijo oziroma kako odpreti gospodarstvo. In tukaj je ena pomembna stvar, da to ni vse ali nič, ampak da je možno odpreti gospodarstvo na različnih nivojev, na različne, kako bi rekel, višine maksimalne kapacitete nekega obrata in na ta način se lahko zelo dobro uravnoteži to, kako bi rekel, zelo kompleksno in zelo težko vprašanje v smislu odpiranja gospodarstva za to, da imajo ljudje delo, preživijo in plače, hkrati skrbi za javno zdravje in hkrati tudi možnost, kako bi rekel, normalnega življenja in počutja celotne družbe. In kako bi rekel, 8 mesecev po začetku epidemije še vedno vemo zelo, zelo malo o virusu, kako se širi in tudi kako se najbolje spopadati z njim. In še zmeraj, kako rekel, obstaja vroča debata, kakšni ukrepi bi morali biti sprejeti. No in naše orodje, naše delo omogoča stroki, da lahko predlaga oziroma uporabi naš model za simulacije v smislu, kako narediti čim manj stroge ukrepe, ki bodo še vedno zajezili virus. In kot kako bi rekel, en primer lahko rečem, da spet za prvi val ameriške epidemije smo ugotovili, da bi lahko Američani recimo odprli vse obrate na 20% njihove kapacitete, s tem bi ti obrati še vedno ohranili 60% vseh obiskovalcev, hkrati pa bi zajezili oziroma preprečili 80% vseh okužb. Kar hočem s tem povedati je naslednje, da so različni tipi obratov povzročajo različno tveganje, ki je predvsem odvisno od gostote ljudi in časa, ki ga tam preživimo, in da se lahko, kako rekel, zaračunamo, simuliramo zelo natančne načine odpiranja ekonomije, ki bi zajezili virus. Druga stvar, ki bi še povedal, je pa to, da zdaj v tem drugem valu,
ko analiziramo ameriške podatke, se pa nam izjemno kaže, kako je nošenje mask in umivanje rok, kako odločilno tudi to prispeva k ustavitvi širjenja virusa. Se pravi, Američani se čeprav, kako bi rekel, številke virusa v Ameriki zelo močno naraščajo, bi po naših projekcijah mogli naraščati še veliko hitreje. Se pravi, napoved modela je še veliko slabša, ker so se Američani začeli tako zelo gibati, v čem pa je razlika, da v tem drugem valu veliko bolj striktno nosijo maske in razkužujejo prostore, zračijo in si umivajo roke. Omenili ste maske in razkužilo, pa me zanima, kako gledate na različne aplikacije, ki so tudi narejene s tem vidikom, da bi čim bolj zmanjšali število okužb. Jih priporočate, imate tudi vi skrbi, ki se pojavljajo recimo v Sloveniji, da bo država zdaj sledila svojim državljanom in tako naprej? Dve stvari bi tukaj rekel. Prva stvar je, da za našo raziskavo nismo, se pravi, da aplikacije, ki recimo Ostani zdrav in tako naprej, ki so jih razvile evropske države in ki vse bolj ali manj uporabljajo, kako rekel, isto aplikacijo, te podatki ne sledijo lokaciji mobilnega telefona, tako da naša raziskava ne temelji na teh podatkih, da te podatki so varni, do njih ni možno priti in naša raziskava s tem, kako bi rekel, nima nič. Mi smo uporabili podatke v smislu, ne vem, če na telefonu preverite, kakšno bo vreme, takrat telefon ve svojo lokacijo in to je recimo bil za nas anonimiziran in agregiran podatek. Zdaj, kar se te naše aplikacije tiče, temelji na nemški verziji, na nemški kodi, deluje pa na ta način, da mobilni telefoni oddajajo signal, tako da vedo, kateri mobilni telefoni so skupaj drug zraven drugega, ne vedo pa, v katerem prostoru oziroma na kateri lokaciji ti telefoni so. In seveda, take aplikacije nam omogočajo, da dobimo informacije o tem, ali smo bili v stiku s kom, ki je bil kasneje potrjen kot okužen. Vse te podatke in vso anonimizacijo recimo imajo čez proizvajalci telefonov, tako da jaz bi rekel, da so te aplikacije varne in vsekakor priporočljive. Sam sem se tudi zelo angažiral in pomagal ministru Koritniku pri kontaktih z Applom, da je potem potrditev in preverba varnosti in vsega bila potrjena strani Appla, da se je lahko potem aplikacija začela inštalirati pri slovenskih uporabnikih. Doktor Turk, že v začetku tega pogovora smo rekli, da ne smemo na vse v tej epidemiji gledati negativno, ampak je pozitivizem, da tako rečem, zelo pomemben. Tudi neki koraki naprej so bili narejeni tudi v času epidemije, ker naenkrat delo od doma postaja nekaj vsakdanjega, čeprav je bilo prej precej let trudov in tako naprej, se ni dalo premakniti nič naprej, zdaj, ker naenkrat delo od doma teče. Tudi druge oblike fleksibilnega dela, nekateri deli javne uprave so se tudi digitalizirali. Lahko rečemo, da bo svet zaradi te epidemije tudi naredil kakšen korak naprej. Ja, absolutno lahko to rečemo, pa ne samo, kar se teh zadev tiče. Tako kot jaz vidim stvari, ta epidemija za države, za družbe predstavlja v bistvu en tak selektiven dogodek, kot en selektiven izpit recimo na fakulteti, ali pa kot nek, evolucijsko ozko grlo, po katerem ne bo več točno tako, kot je bilo pred to epidemijo. Nekatere države bodo iz tega prišle boljše, agilnejše, samozavestnejše, kot so bile pred tem. Druge si bodo, lizale rane nekaj časa in se potem počasi pobrale. Tretje bodo pa obležale v dvomu, kaj je z njimi pravzaprav narobe, kako so lahko tako zavozili, od kod toliko žrtev, od kod tak gospodarski padec in bodo v nekem dvomu same vase še dolgo časa potem. In tudi o tem se moramo spraševati zdaj, ko tehtamo in posamezne ukrepe in učinke teh ukrepov. Kot je rekel, mislim, da je bil Mario Monti nekoč, izjemne razmere terjajo izjemno politiko, še več, izjemne razmere omogočajo izjemno politiko. In dejansko zdaj je mogoče izpeljati stvari, ki jih v normalnih razmerah ne bi mogli. Cel kup enih duhov je ušlo iz steklenic med epidemijo, šolanje od doma, delo od doma, e-hrana, e-poslovanje, e-medicina, e-uprava.
In tisto, kar si jaz želim, je, da bi večina teh stvari ostala zunaj steklenic tudi po epidemiji, da bi tiste zakonske podlage ali pa odpustki ali pa tolmačenja, ki se pojavljajo zdajle med epidemijo, postala trajna. In ko delamo v tej Lahovnikovi skupini, prispevamo ideje k tem paketom, vedno razmišljamo o tem, kaj vgraditi, da bo ostalo potem, da bomo potem agilnejši, hitrejši, sodobnejši, modernejši in predvsem na področju različnih e-tehnologij, fleksibilnih oblik dela in tako naprej, je priložnosti ogromno. Je pa tudi res, da se srečujemo z natanko enakimi nasprotniki modernizacije kot tudi sicer. Moram pa ob tej priliki predvsem ministra Kralja pohvaliti, ker ima izjemen posluh za to, da bi nekaj po tej epidemiji ostalo, da bi išli iz te epidemije hitrejši, modernejši, bolj digitalni, kot smo bili do zdaj. Ker vem, da ste uporabnik družbenih omrežij, sploh na Twitterju ste precej aktivni, pa me zanima, kako gledate pa na to vlogo družbenih omrežij v tej epidemiji. Tudi en izmed zadnjih dokumentarcev nam precej orisuje to dejstvo, da družbena omrežja nekako polarizirajo svet. Precej je, tudi glede ameriških volitev je bilo precej govora o fake newsu. Kako pri teh digitalnih omrežjih ločiti ta, da rečem, zrno od plevela? No, recimo letos na ameriških volitvah je zmagal pravi kandidat in zato ni nobenih težav s fake news, kar pokaže na nek način domet tega narativa. Jaz mislim, da se je tudi v zvezi s to epidemijo pokazalo tisto, kar jaz že ves čas trdim, da so dosti večji problem od nekih lažnih novic v nekih nišnih medijih ali pa v spletnih medijih prikrojene, polresnične novice ali pa resnične prikrojene novice, ki jih širijo te glavni mediji, do katerih ljudje niso kritični, do katerih ki jih ljudje ne spremljajo za nekim dvomom. In če smo povsem odkriti, če ne bi bilo teh družabnih medijev, spomladi ne bi vedeli, da so maske koristne, ker je WHO govoril, da niso, ne bi vedeli, da se virus prenaša po zraku, kar je do pred kratkim bilo to se pa ne dogaja. Ne bi vedeli, da se karantena po potrebi zagotavlja tudi tako, da ljudi preprosto zašvasaš v stanovanje, skratka, da so stvari tako resne, da z tem virusom ni šale. Po mojem mnenju največji problem niso objave raznih internetnih doktorjev po Facebookih, ampak pozornost, ki jo imajo kolaboranti s tem virusom v glavnih medijih. Tako da, jaz mislim, da v družbenih omrežjih so stvari toliko pestre in toliko smo se nekako navadili, kaj tam pričakovati in česa ne, da vsak na pol pameten posameznik tam najde, bom rekel, dober spekter informacij, iz katerih si lahko ustvari razmeroma kredibilno sliko o dogodkih. Doktorica Trstenjak, bi si dovolil reči, da je v tej epidemiji, v času te epidemije zatajilo tudi sodelovanje med državami. Evropska unija je bila tu sploh v prvem valu precej kritizirana, ker ni zaradi slabega odziva na to epidemijo. Pa me zanima, kaj bi bilo v prihodnje potrebno po vašem mnenju storiti, da bi ne prihajalo do podobnih praks? Je ta epidemija tudi priložnost za to, da se Evropa odzove usklajeno? Ja, zanimivo vprašanje. Mi pa dovolite, da se pri tem vseeno, preden odgovorim, še navežem na dr. Leskovca in njegovo res izjemno svetovno odmevno raziskavo. Samo bi rada omenila tukaj še dodatno glede varstva osebnih podatkov, namreč z vidika prava EU, kajti zdi se mi, da se v nekaterih državah v EU, posebej tudi v Sloveniji, glede tega dovoljenega posega v varstvo osebnih podatkov
veliko opozarjalo na omejitev človekovih pravic, vendar ne pa na to, kaj pravo EU pravzaprav pravi. In sicer mi imamo, kot večina ve, to novo uredbo GDPR, torej uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki že sama, mislim, da je člen 9, zdaj nimam tukaj, določa, da se lahko varstvo osebnih podatkov omeji v času epidemij. Na to je na enem od takih panelov, kot je danes, opozoril sam v bistvu varuh osebnih podatkov, gospod Šrems, ki veste, ki je ta aktivist evropski, bil tudi moj bivši doktorski študent, in on je sam opozoril na to, da v bistvu varstvo osebnih podatkov je dovoljeno omejevati v taki krizi, seveda pod pogoji, ki jih določa pravo. Tako da imamo na ravni EU že sami pravno podlago za te omejevanje, ne, tako dodatno še k temu. Kar se pa tiče zdaj seveda sodelovanja med državami članicami EU in probleme na začetku za enostransko zapiranje meja. Glejte, jaz bi tukaj zelo enostavno, zdaj ne bi šla na različne stopnje možnega tega sodelovanja, ampak to, kar nam v EU manjka, ni pravni red, ni gospodarsko sodelovanje. Manjka nam solidarnosti med državami članicami. Ne solidarnost samo takrat, ko ti od EU nekaj dobiš, ampak tudi takrat, ko nekaj moraš dati, ko se nečemu odpoveš. Torej, več solidarnosti. To se je pokazalo že v migracijski krizi, to se kaže tudi sedaj. In seveda, potem pravniki govorimo lojalno sodelovanje in vse to, kar temu sledi. Potem tudi seveda usklajeno delovanje. In naj tukaj dodam še to, da moramo se zavedati prednosti, ki jih imamo v EU. Namreč, zdaj smo videli glede naročevanja naročil cepiv proti koroni, proti covidu. In sicer EU lahko naroči 300 milijonov, 400 milijonov tega. Kaj bo ena majhna država, Avstrija, sama na to opozarja, ali Slovenija, ki je še manjša, naročila 1 milijon cepiv? Nobena od teh multinacionalk ali pa teh se niti z enakimi državami ne bo pogovarjala, poleg tega bodo tudi cene višje za majhne naročnike. Ne? Tako da moramo se zavedati prednosti in več solidarnosti. Kar se pa tiče pravnih vidikov bodoče EU, se mi pa zdi, to zdaj ni toliko povezano niti s tem zadnjim delovanjem, pa s korona krizo, ampak na to že ves čas opozarjam, se mi pa zdi, da bo nujno proučiti tudi možnost ohranitve veta v EU dolgoročno. Vem, da je tukaj veliko nasprotnih mnenj, ampak moje stališče je, da bo verjetno dolgoročno sodelovanje bolj povezane Evrope težko vzdržalo tudi sistem veta, ampak to je pravno in politično na koncu vprašanje. Pa lahko rečemo, da po tej epidemiji bo Evropska unija tesneje povezana ali bo bolj razrahljana? Ja, seveda, zdaj vsak bi pričakoval, da bom rekla, da bo bolj razrahljana. Po moje ne, ker bomo videli še eno področje, kjer je nujno, da sodelujemo. Ne? Videli smo, da že na začetku korona krize je se pojavila potem ta ideja o Evropski zdravstveni uniji. Ne? Področje zdravstva do sedaj ni bilo tako zelo povezano. No, sedaj je že ta ideja, da imamo bančno unijo, Evropsko bančno unijo in tako naprej, tudi Evropska zdravstvena unija. Tako da jaz pričakujem, da bo Evropska unija torej tako ali tako stalno obstajala, kot neka gospodarska skupnost, ampak vidimo, posebej v takih krizah, v finančni krizi smo videli, je nujno bančno povezovanje, torej kot bančna unija, sedaj vidimo kot povezovanje na področju zdravstva. Tako da jaz pričakujem še večje povezovanje. Doktor Tušek, že prej pri doktorju Turku sem omenil to polarizacijo. Pa se mi zdi, da je ta epidemija z ukrepi in z vsem, kar je prinesla, to polarizacijo še povečala. Se vam zdi, da bo ta izkušnja epidemije, ko se bomo spet seveda lahko začeli družiti in hoditi nekam ven, bo svet deloval bolj povezano ali bo ta polarizacija še močnejša, kot je bila do zdaj? No, jaz se moram tukaj navezati na mojo predhodnico, dr. Trstenjakovo, ki je omenila, da nekako verjame, da bo v Evropi ta povezanost večja. Nisem čist zasledil
kako je razmišljala v zvezi z recimo Evropo, pa Ameriko, pa recimo Evropo, pa Azijo. Zagotovo bo v Evropi ta povezanost večja. Če nekako primerjamo vse skupaj z enim dobrim recimo nogometnim moštvom, ko pridejo v zagato, ko izgubljajo 3:0, edina možnost, da zmagajo, je, da stopijo skupaj. Vmes, seveda, od 0:0 do 3:0 so razpadli, potem pa tisti, ki imajo dovolj kompetenc, ki znajo poiskati skupen cilj in seveda potem temu skupnemu cilju prilagodijo tudi posamezne vloge, pridejo do cilja. Tisto, kar je mene malo strah v Sloveniji, je to, ker se še enkrat navezujem na dr. Turka in to, kar je rekel, če imamo mi skupni cilj odstraniti eno vlado, ne pa premagati težavo z virusom, potem seveda ljudje ne delajo v pravi smeri. Zdaj, tisto, kar jaz vidim kot prednost drugega vala, pa se bo še tako zelo grdo slišalo, je, da dokler mi ne razumemo realne nevarnosti, ki jo ta virus predstavlja, takrat seveda so drugi parcialni cilji lahko bolj pomembni. Ko je enkrat ta realna nevarnost bistveno bolj zaznana, tako kot se zdaj v drugem valu nekako kaže, potem tudi vidite, da nekaj manj tega upora, ki je bil včasih proti ukrepom, dejansko za sabo potegne. Ampak ne smemo pa pozabiti na to, kar je bilo tudi pred moji predhodnici rečeno, premalo solidarnosti. Zakaj je te solidarnosti premalo? Zato, ker smo v zadnjih 50 letih ali pa 30 letih, tukaj se pa navezujem na dr. Obla, ki je rekel, da zahodna družba temelji na individuumu. To je pravzaprav res, ampak mi smo pozabili, da ta individuum trči z drugimi individumi in da če mi pravzaprav temeljimo samo na lastnih pravicah, na vsem tem vzgajamo egoistično in narcisistično družbo. In to je tukaj problem, iz tega potem seveda nismo sposobni videti perspektive drugih, drugače mislečih, nismo sposobni podrediti lastnih pravicam sočloveka in iz tega seveda izhaja problem solidarnosti, premehne solidarnosti, ki se kaže v Evropi, recimo v tem, da nekim drugim narodom ne prisluhnemo in doma pri nas v tem, da pravzaprav ne razumemo, da je ključna težava ta trenutek rizične skupine in nekako sploh tega ne razumemo kot neke družbene odgovornosti. In tukaj bi mogoče povezal to, kar se zdaj dogaja z možnostmi ali pa z zahtevami, ki jih bo zagotovo ta kriza prinesla. Namreč prva zelo pomembna stvar je, da moramo spremeniti vrednote. In te vrednote seveda se vzgajajo skozi družinski sistem in pa skozi sistem vzgoje. In če je kdaj bil čas, je to, da ta kriza pokaže, da je treba naš vzgojni šolski sistem seveda temeljito prevetriti. Raziskave, ki smo jih mi v podjetjih pokazali, je, da je prva kompetenca, ki v Slovencem manjka, od prevzemanja individualne odgovornosti, druga kompetenca je slaba komunikacija. Te dve stvari vsi delodajalci ponavljajo, ampak te stvari seveda vzgojimo skozi šolski sistem, skozi izobrazbeni sistem. In tukaj so pa stvari zelo nepripravljene, tukaj so se pa ljudje precej nepripravljeni spreminjati. Mi smo imeli srečo v ekonomskem sistemu, da smo imeli leta 2010 krizo, ker so se podjetja, takrat so zelo kratko potegnila, ampak so se začela bistveno spreminjati in podjetja so odreagirala in danes so podjetja v bistvenem boljšem stanju, kot so bile leta 2010. Na šolskem sistemu pa ni bilo nobenih sprememb in so bile upori do teh sprememb zelo veliki in jaz upam, da bo ta pravzaprav kriza pa pomenila tudi to, da bojo tudi na tem področju razumeli, da je treba začeti spreminjati cel sistem, vzgojo in skratka seveda tudi vrednote. Nažalost ste me s tisto nogometno primerjavo spomnili na tekmo Slovenija-Jugoslavija daljnega leta 2000, ampak pejmo nazaj na epidemijo. Ampak mi smo pokazali tudi v športu, da znamo stopiti skupaj, ampak mora biti pa dosti hudo, pa nekdo mora biti, ki zna poiskati res skupen cilj. Dr. Raubel, kaj se iz epidemije lahko naučita politika in mediji? Oboji so bili z enega dela državljanov, da tako rečem, kritizirani v zadnjem času. Kakšno politiko in medije bomo potrebovali po tej epidemiji, če bomo želeli, da bo svet boljši od današnjega? Ja, takšno kot prej, takšno, kot bi potrebovali že pred epidemijo. Epidemija je zgolj nek stresni test za družbo, za demokracijo
in viabilnost demokracije, zdržnost demokracije, njeno zdravo delovanje je odvisno od tega, kar je govoril dr. Tušak, v prvi vrsti od sprejemanja te individualne odgovornosti. Najprej vsakega izmed nas posameznikov, državljank in državljanov. In take državljanke in državljane, take posameznike, ki sprejemajo individualno odgovornost, je treba najprej vzgojiti, jih je treba dobesedno skreirati in tega mi ne počnemo. Ampak tega ne počnemo ravno zaradi tega, ker smo bili praktično v slovenski zgodovini celo slovensko zgodovino zvesti kolektivizmu. Veste, tudi v Avstro-Ogrski ni bil v ospredju posameznik, ampak je bila neka druga ideologija, neka druga institucija, ki se je podrejala tega posameznika. Potem v socialistični Jugoslaviji smo pa to črno institucijo zamenjali z rdečo, ki se je prav tako podredila tega posameznika. Torej najprej rabimo tega individualnega, osebno odgovornega posameznika. Za viabilnost demokracije na srednji in dolgi rok so pa ključne seveda politične stranke. In to takšne politične stranke, ki bodo resne politične stranke, ki bodo delovale kot institucije, ki bodo notranje pluralne, notranje demokratične, ki bodo ideološke, to pomeni, da bodo imelo jasne izdelane politične programe, da bodo imele jasno ideologijo o tem, kako družbo kot celoto urediti. In pred take politične stranke bodo potem z drugimi političnimi strankami v nekem družbenem političnem dialogu, ki ga pri nas prav tako nimamo, tekmovale za tistega volivca, za tiste volivce, ki bi jih moralo biti in jih je po definiciji največ, to je pa sredinski volivec. Torej, želeli bi si, in to je tisto, kar terja demokracija, da bi se politične stranke gnetle v sredini, ne pa da bi rinile na ekstreme, bodi si na levi, bodi si desni ekstrem, kjer bi tam božale svoje goreče privržence, ki jih ne zanima več, kaj je prav in kaj je narobe, ampak samo tisto, kar reče naš vodja ali pa naša voditeljica. In če bomo se razvijali nasprotno smer, torej v radikalizacijo političnega prostora, bodo potem ti radikalci prodrli v sredino in to bo na dolgi rok našo demokracijo onemogočilo. In res ne bomo rabili več govoriti, kot je rekel kolega dr. Žiga Turk, o fake news, zato ker bodo enostavno politiki bili glavni govorci, glavni tisti proizvajalci teh fake news. Medije ste me vprašali, kakšne medije potrebujemo? Ne potrebujemo objektivnih, ne potrebujemo neodvisnih, ne potrebujemo nepristranskih medijev, ker takšnih medijev ni in ne obstajajo. Zato, ker so mediji sestavljeni iz ljudi, ki smo subjektivni, pristranski in odvisni. Potrebujemo pa medije, ki bi bili profesionalni in v državi potrebujemo čim več različnih medijev, tako da je zagotovljen medijski pluralizem. Aktualno je tudi vprašanje vladavine prava v zadnjih dnevih, še posebej. Tu rišejo nam nek odnos med, da tako rečem, vzornim Zahodom in problematičnimi voditelji na vzhodu. Kako se vam zdi, da bo ta koncept vladavine prava izgledal po koncu te epidemije? Spet kot prej. Jaz mislim, da v zvezi z vladavino prava je ustvarjeno nekih veliko ustvarjenega političnega zamegljevanja. Obstaja ena sama vrsta vladavine prava. V pravni teoriji je povsem jasno, kaj vladavina prava je in tudi popolnoma jasno je, kaj je vladavina prava v Evropski uniji. Problem v Evropski uniji, kakor tudi pri nas v Sloveniji, je pri zagotavljanju te dejanske vladavine prava v praksi. In to, kar se zdaj dogaja v določenih srednjeevropskih državah v zadnjih letih, gre za sistematično, odkrito nasprotovanje temeljnim postulatom vladavine prava, temeljnim postulatom ustvarjanja, zagotavljanja sistema zavor in ravnovesij in preprečevanja tega, da bi se ena vodilna politika samo zato, ker je vodilna, podredila na arbitraren način vse institucije države. In tukaj jaz mislim, da je Evropska unija dolžna je reagirati v smislu svojega sodnega aparata, ampak sodni aparat lahko razrešuje le konkretne spore, le konkretne posamične primere, ne more pa eno sodišče odreagirati na razmere v državi, kjer pride do sistemskega
sistemske protiustavne ugrabitve države in sistemskega nazadovanja na področju vladavine prava. V takšnih primerih je potreben tudi političen odziv, ker bi bilo popolnoma nesprejemljivo, da se naš skupni evropski davkoplačevalski denar uporablja s strani tistih voditeljev, ki ne spoštujejo temeljnih vrednot Evropske unije. In tu jaz mislim, da je politična odločitev na strani Slovenije, zakaj bi se morali zavzeti, popolnoma jasna in bi morala biti zgolj retorično vprašanje. Doktor Leskovec, iz enega izmed vaših zadnjih intervjujev sem si izpisal stavek, da imamo usodo v svojih rokah. Kaj nam manjka, da bi se na podobne krize in epidemije, ki bojo verjetno v naslednjih letih stalnica, upamo, da ne, ampak verjetno bodo, in bodo še prišle, se pravi, kako bi se bolje odzvali, kot smo se na tole? Kako dobiti nek sistem, da tako rečem, da bi se lažje odzivali na nekaj takega? Ja, hvala za vprašanje. Se pravi, naša analiza, ki smo jo naredili na podlagi gibanja Američanov, je tudi nam omogočila, da smo potem recimo podatke o gibanju primerjali s Slovenijo. In izkazali se je recimo, da tam od junija naprej smo Slovenci, kako bi rekel, popolnoma nehali ostajati doma in da se je naše gibanje, naše druženje je šlo na isti nivo, kot je bilo na nivoju pred pandemijo. Medtem ko recimo Američani so se veliko bolj, recimo temu, držali oziroma ostajali doma tekom celotnega poletja. Tako da, kar bi jaz mogoče tukaj rekel, je, da usodo imamo res v svojih rokah in zdaj ne mislim, da ima usodo za nas v rokah nekdo drug, ampak mislim, da ima svojo usodo tukaj zelo pomembno vsak posameznik. In zdaj se mi zdi, da je zelo odvisno od vsakega posameznika, kako se bomo, kako rekel, koliko bomo ostali doma, koliko se bomo ukrepov držali, in kako si bomo, kako bi rekel, dajali odpustke oziroma popustke v smislu, sej lahko gremo na tole družinsko praznovanje, se gremo samo mi, bo že vse v redu in tako naprej. Mogoče, kako bi rekel, za razliko od pravih vojen, kjer umirajo tisti, ki se borijo, mislim, da je ta vojna ravno obratna, se pravi, tukaj bodo preživeli tisti, ki se proti virusu borijo in je na vsakemu posamezniku, da skuša zmanjšati število socialnih stikov, skuša ostati doma in na ta način prispevati k temu, da se borimo uspešno proti temu virusu. Takole, super ste zaključili ta pogovor, doktor Leskovec. Jaz se vam iz srca zahvaljujem vsem 5 gostom. To je bil res mislim, da zelo dober pogovor, iz katerega bodo naši gledalci, pa tudi delegati na našem kongresu verjetno potegnili precej enih dobrih zaključkov. Zares hvala za vaš čas. Jaz pa vračam besedo v naš kongresni studio in predajam besedo naši voditeljici Tjaši.